Kaj je pravzaprav vzrok bolezni? Največkrat je to prehrana. In zdravniki bojo vse mogoče povedati, samo to ne, da je vzrok prehrana, to bojo pa zamolčati. Zato, če hočeš, prosim. Pa še bilo koliko le, kaj? Ne povedal. Ja, tako da bo takoj razmašarala. Vse sem poznam jaz take tiče. Lep dober večer. Padel sem tako z neba, ampak kaj sem. Pot sva se pogovarjala, kaj bi vi želeli. In tako kot je Jožko povedal, bi pač jaz predlagam na začetku nekaj vprašanj, pa da vidimo, kje ste. Iz preproštega razloga pa bi vprašal vegetarijanci roke gor. Vegani roke gor. Bolniki roke gor. Ezoteriki roke gor. Antropožovki roke gor. Kaj je to? Prosim? Kaj je to, ne? Kaj je to? Joj, knjižnico imate tako čudovito, da obstajala, morate vedeti. To biodinamika, pa to, kaj vi jeste? Kaj jeste? Hrano, danes mi povejte, za današnji dan. Možete? V redu, okej. Imamo i takih, v redu. Poglejte, Jožko je rekel 15 minut, jaz bom pogledal na uro in 15 minut bo konec. Glede na njegov začetek, bi vam jaz priporočal, da vsaj kaj o hrani se pogovorimo. Ne moramo se veliko. Klele imate vsaj 50 do 100 knjig o hrani. Vsi ste že dali kakšno dieto skozi, no, ali roke gor, dieta. Pomagala dieta roke gor? Katera? Presnojec. Opa! Jaz malo kombinirano, presnojeco pa kuhano. Pero, recimo, ajdova kaša, proso, pa take reči. To jeste? Samo eno obdobje. Dajte to reči. Pa ste rešena zadev. Dajte to reči. Čisto na dobri poti. Klele pa čisto. Prehrana kako izgleda? 70% ostaje 25 zelenave, 5 oreškov. Predvsem sadja. Predvsem sadja, manj zelenjave, preščke pa tudi, ja. No, a sem povedal 75, 25, 5. Zato, ker rešo ljudje, ker imajo šole, pa se zastopijo, če je 25% znižanje, koliko to je. Zato smo te zadeve rekli. A mi vi lahko poveste, kako se počutite? Super. Ne bi, zato gospod sprašujem. Kakor kdaj? Ker nisem odvisna od hrane, je odvisno tudi, kaj imam tu noter. In kako doživljam, kako sprejemam tisto, kar doživljam. Seveda, ni vse od hrane. Nešto je od prane, a ne, nešto je i od vode. Tako so rekli v naši sokojke razraven. Se pravi, hrana, voda, zrak, a ne? In ljubezen. Čakajte, to je što ona želiva. Brez ljubezni se tudi, a ne? Ampak če ste varež, a ne, pa nek v zaprtem prostoru to tako. Rad bi mejhan vas vzela, ker vas poznajo, ker ste domačini, ker vas bojo sprašvali. Dajte mejhan povedati, no, kako ste pa to začela? Ali na bolezen tista zadeva? Ne, sploh ne. Živali? No, maček je bil tudi ta princip, da ima vsako bitje pravico živeti, kar se mesa tiče, ne? Ja. Ja, potem pa tudi razne knjige, kot ste rekli, o zdravi prehrani, ki so pa zelo kontradiktivne, ne? Glejte, naslednjič imate predavanje kje je tista gospa? Ni jo, ali tam zadaj. Glejte, ta gospa vam vse o prehrani povedala, zato ker ve. A sem se kaj zmotil?
Vsega seveda ne vem, No. marsikaj pa. Vem to, kar so povedali. Je to vse probati. Pa to, kar sem probala. To je največja izkušnja. Probat, a ne? Čeprav pravijo, probat ni greh, ampak res, probajte. Jaz sem zelo vesel, da imate kle v vaši okolici človeka, ki je pravilno. Zelo vesel sem, da je to v Križanskem, imate tamle knjige od Rudolfa Steinerja, ki imate od biodinamike, vse, ki imate vrtičke, imate vsi vrtičke. Imate. Kdo jih nam na okriživu? A ne, no, mi smo že mehani. Tako, ampak naši potomci, če nam je vrtičkov. A ne, poglejte, kaj se vse v hrani dogaja. A ne, koliko je gensko spremenjeno. A ne? Mi pa vzamemo knjigo v sokovih in posočimo te zadeve. A ne? Hvala Bogu. Kdo soči hrano? Ja, ena, tam vim, ampak še ostali? 2, 3. Zakaj? Zakaj? Zato, ker mi odgovarja, zato, ker se bolj še počutim po njega. Zakaj se pa bolj počutite? Ja, zato, ker mi več ostaja hrane, ki je vse tole. Ni treba toliko gristi, bolj enostavno. Perfekten odgovor. Zdajte, želodec, mi vsi, kar imamo v želodcu, je kaj? Žganje puha. A ne? In seveda, gospa točen ve, a ne, vlaknine so šli preč, ker smo mi sočali to zadevo. Zakaj smo pa vlaknine dali preč? Ker vsebujejo lahko veliko tistega, kar ste prej omenili tudi. Točno to. Vse strupe, vse te zadeve imajo vlaknine. Ampak, pa imamo pa prebavo, a ne? Pa ta prebava, problem. A ne, ne 3-krat na dan. Pa pijemo donut, pa je. Tudi nekaj. Pijte donut in adijo resice. Aj prav, pa te tebe na novo, po novi bolnici boste lepo šli na gastroskopijo in ostale zadeve. Ja? Joško vam je povedal, kva je živa voda. O te ste sigurno govorili. Joža, je res. Pijte donut. Poslušajte reklame. Delajte tako, kot vam rečejo. A ne? In bodite verniki. Prosim, ne religijo več. Če sem rekel verniki, ne pomeni to, da ste obremenjeni z religijo. Nobena religija zaradi, kar bom rekel verniki. Vi verujete, da je tiskaj na televiziji, ali tisk, ki je v neki knjigi napisan, kot je gospa rekla, alfa in omega. Zato ste v takem položaju, kot ste. Ko boste pa prišli na više nivoje, da boste rekli, tole pa gotovo ni tako, da bo še nekaj tega konc pozel, pa z tega konca nekaj povedal, upam, da pa karte ne grejo skrb. In zato sem vprašal o dietah. Kaj so diete? Mi imamo mediteransko dieto najboljšo v Evropi. A jo imamo, tam imate 20 knjig noter. Probajte jo. Perfektna zadeva. Sam ena stvar. Koliko jih je pa bajk umrl? Pa napiše v tistih knjig. Pa napiše. To pa nekaj drugih. Skaj se po vseh dietah boj sredete? Zakaj? Ker vaši možgani rečejo, prej nisem kaj za jest. Dajmo na zalogo. To je to. Zato imate vi absolutno prav. Poln sadja. Ko nam možgani rekli, plačen Bog. Poln sadja. Poln zelenave.
Sam še ta prava kombinacija. A ne? Nič kroga. Nič kroga. Sladkorja imate dost v sadju. Jaz se posladkam, posamem fige. Ampak one ne, da so žveplarne pa ne vem koliko konzervansov. One za 2,5 evra, ker so majhen dražji. Latelna, perfektna zadeva. Nobene dvorbe ne rabite. Latelna so tista, ne za posladkar. Še polkan takih droben, a ne, prvo smo mu krkle, skozi. Nikoli ne smeš biti lačen, a je tako. Naslednjič si jo kar zapomnite, gospa, ta gospa bo imela predavanje. Zato, da bo povedala iz lastnih izkušenj. Oprostite, tako da so mene zmeraj postavili v tako situacijo. Tako kot danes. Tako kot danes. Malo se prepelo, se rekel, da je povedal. Si glede. Zato vas res prosim, malo skrb poberite, malo gradiva skrb poberite, pa tem vašim prijateljem, ki ste klele, ki ste domačini, ki se poznate skoraj, a ne? Povejte, ker mene oni verjeli, vam bodo. Pa ne vsi. To boste pripričani, ne vsi. Polovica. Zmagovalci ste, že polovica. Ampak preprosta zadeva je, važen je, da imamo človeka, kako predstavimo. Če jaz se dela pretrgam, me na te verjeli. Nič. Verjeli boste pa zdaj na prvi reklami, a na televiziji. In ko boste prebrali mnogo knjig, boste videli ogromen laži, ki so jih napisali doktori znanosti, ki so dobili grozen keša. Kitajsko študijo je kdo prebral? Ja ti, vem. Kitajsko študijo, knjižničarka, gospa iz knjižnice, v redu. Vsi ste zdravi. Dajte za začetek kitajsko študijo, jo imate, a ne, v knjižnici. A ne? Potem začnite, a ne, potem bojo pa povedali, koga še vse naprej. To je osnova. Kle se poj gradi. In, glejte, Joško lahko pove, v moji skupini so tudi vegetarijanci, a ne, pa niso zdravi. Ampak jih spoštujem iz preprostega razloga, ker tudi oni spoštujejo živali. Jejo pa čisto narobe. A 15 minut? Ja, še 5 je komaj, 5 je pa minut. Aha. A ne, jejo pa narobe. Zakaj jejo narobe? Ker jejo mrtvo hrano. Kaj pa je mrtva hrana? Vse na 54 stopinj. Encimov ni. Kako bojo vaše celice dobre osnovno hrano? To mi povejte. Kje so zdaj zdravniki? Kje so zdaj biologi? Kje so zdaj to ljudje, ki se ukvarjajo z našimi celicami? In telo ne more delati, če nima energije. In ko te gospod vprašali, da lahko z eno banano lahko celo nivo kople, pa še računa ni, je na te verjeli. Tudi meni na te verjeli. Ampak če ste šli pogledati, da ste videli, koliko ima energije. In seveda, zakaj mi sočimo, zakaj mi sadje, bom rekel, režemo, stiskamo. Zato, ker že tudi nimamo časa 2 jabolka pojesti. Ampak če jih noter damo, tiste pa ruknemo. Pa je cel dan dost. Pa če še dopolne za malce ob 10, ker ste v službi pojesti eno banano, tokle. Ker niste fizikalci. Ker ne koplete. Se ne potite. Ne rabite nobene vode. Vode imate pa itak kaj za nič. Še slabi kot mi. Kaj pa je vse v vodu? Klor, ker se jih tam ne soš šprongat gihtal. In ostale zadeve, ki vam ne povejo. Edina varianta je, da jo vejte na sonce date. To je edina stvar.
Nočem več, ker mislim, da smo že zelo blizu 15 minut. Še kakšno vprašanje? Ja, ker ste omenili vodo na sonce, ne. No, jaz to tudi delno že leta. Ampak kaj pa glede stekla, barve stekla? Ja, klede, ko greste čez mejo, imate eno vodo v modri flaši, čudovita modra flaša. In jaz jo počnem, se me kakšna zbija grantere iskati v Duty Free Shop. Kaj imate Duty Free Shop, ko greste čez mejo? A ga imate? Ne. Je. Kako da ne, če sem bil še leta s tem? Škofija, na škofija. Kaj greste v Hrvašk, je, no, a je tam Duty Free Shop. In taka majhna kočulca in tam noter. Tam noter imate modro steklenico, čudovito modro steklenico in imate vodo noter, ne vem od kjerga proizvajalca je, vodo tisto ven zlijete in imate čudovito modro barvo. Kaj pa formacije na steklu? Glejte, karkoli je sonce najvišja energija. Mi imamo kaj. A ne, ker drugač bi pojedli tudi v rastlinah, a ne, ki fotosintezo uporabljajo, bi bile za nič rastline. A ne, zato se govorimo o biodinamičnem pridelovanju in tako naprej in gnojenju in to, druga če daj. Še kakšno vprašanje? Kaj pa kristali v vodi? Sam to. Kakšno je? Lahko. Samo kristal ne bo spustil vodo. A ne, v tem, vi lahko date kristal za določeno zadevo, vi date lahko kameno steno noter, a ne, ampak jo bolj priporočam, da jo imate kjer okoli. To pa. A vidite, ni na ključi. Jaz vem, da ne. Tudi vi niste na ključe danes tukaj. Očitno, a ne, da bi. Pa še Ne vem, nekaj. če ne o tem bodo razpravljati, ne bomo očistil vodo. To si mislim. A ne, zato so pač, zato vam rečem, ne pijte vodo, a ne, pijte sokove. Še nekaj. Prej ste omenili živo vodo, ne? Zdaj me pa zanima tudi, da je naša voda slaba, ne? Kljub temu, da je na soncu, cel dan čas na sonce, a je dobro, da jo pretakamo? Ne, puštejo prmah. A ne Puštejo prmah, krevco. ne ustvarimo živo vodo s tem pretakanjem? Ne, s tem pretakanjem vi delate potence. Če boste imeli predavanje s homeopatijo, boste videli potenciranje, je to tresanje, a ne, to je pa druga zadeva. To vodo, če pa tako ne pretakate, jo pa sam slabšate. Ker je itak neočiščena. Bom vzel primer od Oljeka, ki je bil vojsk, kako piti dobro vodo. A ne? Povedal je, a ne, primer, da se pač na vrh treba popiti tiste vodo, kot je. Druga zadeva, vam pa povem recept. Dajte vodo v plastenko, čeprav sem proti plastenkam, v hladilnik, ne zmrzne. In tisti, ki je led, vršte preč, torej vsa svinarija pride gor, vršte preč in popite tisti od spodaj, ki ni zmrznen. Ne smete vse zmrznen, no, a se razumemo? Še kaj? Joško na vrst. Hvala. Metod, hvala lepa. A ste bili zadovoljni? Ne, Niste bili? Lahko se pa zmenimo, ne? Metod, pa boš pa šel enkrat zdaj govoriti, pa boš... Glejte, kaj imate najboljšo predavateljico, ki je iz svojih lastnih izkušenj vam bo povedala, kako in kaj, ker vse res. A vi nimate lastnih izkušenj? Imam, gospa, sam jaz sem 150 km preč od vas. A ne, pa mene tlena poznate, vas pa poznajo, a ne, in če boste kaj narobe rekli, jih boste imeli kuj na vratah, a ne. Zato vem, da so te dobro prištimali. Ja, takole se, veste, ne smete zameriti, ampak tako človeka damo pred dejstvo. Ja. Metod, hvala lepa. Vse nas ne zamerite, ne, gospod? Ste bili zadovoljni? No,
Kje? Drugače je odmirno. Zdaj bomo šli pa na zvočno. Kako se zdrav z zvokom? Jaz vem, da eni pač mislite, da to ni, ampak dobro je vedeti, da glas, njegova vibracija daje določenim čakram pravo vibracijo za zdrav. Zdaj je tudi več teorij. In sicer, jaz bom povedal eno, ne bom mešal drugih. Za osnovno čakro, najnižjo, to je tretji, prva čakra, je O. Za drugo čakro, to je seksualna čakra, ledvica pa tako naprej, to je glas U. Za tretjo čakro, to je plexus solaris, je OU. Srčna čakra je pa A. Srčna čakra je ena najmočnejših in je dober, da jo večkrat vešpate. Zaradi tega, da spoznate pravzaprav delovanje srčne čakre. Tukaj je pravzaprav sedež naše duše. To je ena najmočnejših stvari, kar imamo. To je srce in to morate spoznati. Spoznate pa tako, da pojete. Zdaj petje je kot petje. Slovenci imamo te stvari več ali manj v genih, ker smo narod, ko je pravzaprav odlegli tukaj. Ne, da smo se priseljevali. In pojemo štiriglasno. Štiriglasno pojejo še dalmatinci, tukaj ali alpskih dežela, pa mogoče še severna Italija po konci. To imamo mi v sebi, to petje imamo v genih in je nam prirodno. Zato bi jaz najprej, ne samo da o čakre govorim, ampak da gremo tudi na našo pesem, ki jo pravzaprav imamo skozi, kot bom rekel, kot šlidno, ampak zbrali ste jo, a ne, in bi bilo dobro, če bi jo zapeli. To je dekle po vodo šlo. Dekle po vodo šlo. Zravnajte se. Pojete iz polhnih grl. Tako, ne načkajte se bati, ampak zapet tako, kot se gre. No, pa dajmo. Dele je došel na visoke planine, dekle je došel na visoke planine, vodo je zajemala, je ribico zajela, vodo je zajemala, je ribico zajela. A zmeraj tako žalostno tvoje. Dajmo orenko spirati. Dekle je
Tako se pojde. To je to. Morate biti odločen v glasu. Ne smete se bati. Vse od televizije do časopisov vsi vas strašijo. Jaz sem mogoče pa res, ne? Poslušajte, v sebi moramo biti sigurni. Sigurni smo pa zakaj? Ker smo živi. Mi se ne treba bati. Mi dihamo. Mi smo tukaj. Dokler dihamo, smo živi. Enkrat bomo nehali. Ampak tega se ni treba bati. Vsako živo bitje enkrat umre. Ampak takrat, ko živimo, takrat se treba živeti. Takrat se treba zavedati, da živimo. Zavedati se treba dihati. To je dar. To je dar, s katerim smo povezani. Z očetom in z materjo zemljo. In to. In čim bolj zavestno, nobenega strahu. Kolikrat na dan vdihnemo? Kar ne. Ampak kolikrat smo pa prisotni? Sej kaj tok skrbija, ne? Poslušajte, jaz vas bi vprašal, kdo na dan vsaj 2 minute, da je pri sebi, da ga opazuje vdih izdih. A lahko dvignete? Prav se je, kar nekaj. A veste to, čim večkrat se boste zavedali, pa boste samo zavesti. Ta energija je v nas. Ne je sklep v visolju. Ne je sklep v morju. Ta energija je tukaj. V vas, ko začutite. Ste energijska bitja. Duhovna bitja, ki smo v telesu. In zato, ker mi govorimo o zvoku, zvok nam pa daje še potrditev. Ne samo tudi zvok. In to se pravi vratna čakra, ne? Je A-E. Tretje oko je E-I, to je I. Pa bomo zdaj se zravnali lepo. Poglejte, vdihnete tako, da čutite zadnja rebra. Zravnate se, tole mora biti ravno. Ravno in boste odpirali usta. In bomo šli na prvo čakro, to je O. Probajte tako peti, da boste slišali sami sebe. Splošnega grla, kot smo predpili. Kar naprej propajte, da nima toliko sape, sem že malo mlajši. Poslušajte, zdaj gremo na U, pa res glasno zapojte. Probajte čutiti, probajte občutiti vibracijo. A ste čutili, da so se priključili drugi glasovi? Ste jih slišali? Je bilo kaj nič? Kaj pa vem, ne? No, zravnati se pa odprt usta.
Was ste zdaj slišali? Ja. Zdaj slišali? Okay. Zdaj pa o. Skoraj to pil, ker zdaj gremo pa na A. Pazite, A, tako kot sem rekel. A bomo še enkrat ponovili, ampak pojte ga res odkrito peru, da bo šel zrak ven. Vdihajte, da čutite zadnja rebra. Spodnja. Izpojte to, še enkrat gremo. Sem ne bi slišal. Glasove, ki so se priključili. To pojte doma, ko boste bolani, jasno, da je to dobro. To je dobro. Pet, recimo, če ste na drugi čarek debel, to so Ledvica, Mehur. Pojte vibracija na zdrav. Trebuh, Probajte začutiti to vibracijo. Probajte začutiti. A veste, te stvari so
da lahko čutimo vibracijo. Ker v vesolju je vse vibracija. Z vibracijo se spreminjajo tudi človek. Mi smo vibracija. Mi smo sestavljeni iz vibracije. In imamo drugega kot dih pa glas. To sta naše dva orodja, s katerimi lahko se zdravimo ali pa sebe spoznavamo. Zdaj, kako sebe spoznavamo? Najprej se moramo vprašati, kaj pa je sploh sebe. Ja, kaj bi... Ja, to živim, nisem šok, ne? Zdaj pa kaj pa to je? Kaj je to šok? Energija. Ja, energija vse. Prav. Kakšna pa? Če smo vsi eno energijo. Vsi smo eno, tako je. Vsi smo eno. Vsi smo eno. Ko to enkrat dojamemo, da smo energijska bitja, da smo duhovna bitja. Veste, da smo tukaj. To se pravi, da nismo prišli za stvar. Nismo prišli z gotovim namenom. To, da dobimo izkušnje, ki so tako dragocene. Na to te govoril o televiziji, o reklamah. Ja, sej, lahko, tudi to ni napačen. Pač to časa, da človek sprevidi, da to ni. Mi smo prišli po izkušnje. Mislimo, tole pa je, tole sem pa prepričan, da je prav. Potem pa čez 20 let ali pa čez 30 pogotovim, da pa to ni. Kaj pa zdaj? Ne bo še, da gremo v gostino, pa se zapijemo. Pa zdaj pa še to ni. To je prepričanje. Prepričanje, da je to nekaj prav. A vi veste, kaj je kaj prav? Vi veste? Ja, to pa trdim, da je. Pa se pa ti zruši. Moj oče je verjel v komunizem. Je verjel. Pa je tudi, potem je pa videl, da ga malo lomijo in je bil razočaran. Pa tam pa 2 dni si ne spil. Ja, že, ampak takmu človeku ne moreš da povedati, da je še nekaj več kot samo to. Zdaj sem bral Sibirski pečat, knjigo Sibirski pečat. Napisala ena Hrvatica, ko je pravzaprav bila nuna. Veste, nune, to so verne ljudje. To drugače ne bi še. Ali pa mogoče tudi kakšen drug interes, ne bi še bil prepričan, da je to. Potem se je zaljubila v enega delavca, ko je bil komunist. In je on pošiljal take situacije, da je ona videla, kako pravzaprav je delavc izkoriščen v tistem sistemu, kot bil. In je začela z njemu sodelovati, sta se tudi poročila in njega je policija ubila. Sicer se je tudi on z orožjem branil, ampak v glavnem je izgubila moža. Da jo policija ne bi terorizirala, so jo umaknili v Rusijo. Tam je delala v eni tovarni in so jo obtožili vohunstva in so jo poslali v Sibirijo. In je še Sibirija preživela
ni potem izdala knjigo. To se pravi, imela je vero. Imela je vero v komunizmu. Šla je v Rusijo, da jo bojo zaščitili. So jo obsodili. Ko je prišla nazaj, in niso dali priznanja. To še ne, mogoče pa je ne, mogoče pa je bila ruhunka. In to se potem ni dal, noben ni verjel. Podobno pot je imel Oleg. Od 41. skozi je bil v partizanih, na koncu je zaprl. A veste, to so prepričanja. Mi nismo zaradi prepričanj tukaj. Kaj nam ostane? Da verjamem. Ja, ostane to telo, ta energija. To pa je. Edin dih nam ostane, pa ta vibracija prečuti. To je pa sigurno najbolj primarno. Tega se daš. To je tisto. Vse bo tudi to šlo, ne? Ampak tukaj je, na tem grate, na to uporabite čim več časa. Da boste sigurni v to zaznavo. Da ste v sebi in da ste duhovno bitje. To je največ. To je tista ljubezen, ko jo iščemo. Tega ne more dati partner, če tega nima. Partnerja želimo ljubezen, jasno. Ne vaš to ljubezen, ne? Ampak to je bolj posedovanje. To je bolj posedovanje, to je pa moje. Ja, to je moje. Edino, kar je naše telo. In zakaj pa zbolimo? Nekaj smo delali narobe. Nekaj smo delali proti sebi. Nekaj smo delali proti sebi. Ali smo preveč navezani? Zdaj, kaj je to država? Lahko je to država na partnerja, vezava na otroka, vezava na starše, vezava na material, vezava na idejo. To so vse same vezave. Čim bolj se rešimo teh vezav, bolj smo v sebi svobodni. Bolj smo v sebi svobodni. Ne, da ga nimaš rad. Ti ga imaš lahko še vedno rad, samo nisi vezan na njega. Posesiven. Ja, posesiven, točno. To je to. Ali pa ne priznava, tega pa ne priznava. Ta pa ni vreden, da ga poslušate. To je zopet zavračanje. Tega pa zavračam. To ni na moji vibraciji, pa se ne bom. Poslušajte. Vsi imamo isto energijo. Kot ti skrošaš. Ja, pa sej je on tudi kriv, da je klošar, ampak neči sam. Tudi družba. Ker en ima preveč, da ima ta preveč, se ne more drugače biti. In če mu damo dinar, jaz mu dam težko zato, ker čutim, da ga ponižujem.
ker vidim, da je presek, da bi lahko kaj počel, ne. Pa dobro, damo, ne. Ampak ne zato, da bi se jaz dobro počutil. Tam je vse to točno vedel šel pitati, da bo mamila vzel. On je na tej stopnji, on je zdaj to rab. Mogoče pa prišel. Mogoče. Ko smo šli sem, smo se pogovarjali, jaz pišem življenjepis. Življenjepis sem začel pisati, ko sem očeta nagovarjal, da bi on napisal. Pa sem videl, da ne bo skupaj spravil, ker je bil razočaran. Sem rekel, oče, torej, bom jaz začel, pa sem tam napisal 37 strani, na roko napisal. Rekel, oče, torej, jaz nisem toliko pameten kot ti, pa sem napisal, pa zdaj še ti. Jaz to ne bom. Jaz sem potem šel čez leta, sem mislil, da sem ta življenjepis izgubil, sem ga šel še enkrat pisati, ker sem šel na en tečaj, kar smo se učili, kako se piše življenjepis. To je rekapitulacija. Da ti sebe pogledaš, kaj si uspel, pa kaj nisi. Kje sem ga lomil? Kaj sem delal narobe? In ne da se opravičuješ, ampak obnoviš in sebi oprostiš vse trpelje, ko smo ga počeli. Da je Oleg napisal 5 knjig, veste, to ni slučajno. On ni pisal to zaradi nas, največ je pisal zaradi sebe. Zaradi sebe. In recimo tiste stvari, ko jih komu zamerimo, tega pa ne sprejemo. Je treba napisati, zakaj ga ne sprejemo. Kaj tega človeka ne sprejemo? Kaj je narobe? Jaz sem toliko ponosen, da tega pa ne sprejemam. On ni dober za mene. Moram priti do tega, kaj je to v meni, da ga ne morem sprejeti. In je treba napisati opravičilo. Če smo ga kaj užalili, tudi treba se mu opravičiti. To je odpuščanje. Odpuščanje. Slovenci smo skregani en z drugim soseda na Maraš. On ti je šel tam kamer premakniti, ali vsaj misliš, da je premaknil. Ali pa kaj pa vem, se te pokakal na prek, če je to dosti hud. Ampak, poslušajte, ljudi je treba sprejeti. Če smo komu kaj naredili, napište pa se opravičite. A mislite, da bo to za njega dobro? Ne, za nas je to dobro, da se opravičimo. Ker mi imamo to zavoro vse in ne moramo odpustiti. Poglejte, v parlamentu je skozi. Skozi je ribarija, levi, desni. Ampak, a je bil še kakšen poslanec, ki je rekel, bom pa jaz za te ribeže, ko pobere po $1, dal po plači. Jaz še nisem slišala. A veš, ti bil tudi jaz. Če bi se še To so, nazivajo se ljudski poslanci. Naši najboljši sinovi. Ne da bomo mislili, da so to slabi. To so najboljši. Sam ni zavedanja. Ja, pa naše so pobili. Vsi so tudi naše pobili. Poslušajte, sprava
ni tam nekje, ali pa pri levih, ali pa pri desnih. Ne. Sprava tukaj noter. A smo zreli odpustiti te najmanjše stvari, ko se nam dogajajo zdaj v življenju. A nismo. Te stvari se treba zavedati. Pa narediti. Napisati. Jaz sem to sem že prepovedal, kako sem bil pri sinu in je bil tam njegov prijatelj, pa je rekel, da mene je profesorca vrgla 3-krat iz angleščine, sploh me ni pustila na ustmeni izpit. Sem šel v dekane in pol je pred dekano le nekako izposleval, da je dobil pozitiv. Pa sem se pa spomnil, kako sem bil jaz hud. Recimo, jaz sem šel politično ekonomijo 3-krat delati. Tretjič, ne spet hotel vršne. Pa sem šel. Tovariš profesor, na 2 vprašanja sem popolnoma odgovoril. 10 pik sem pisal. Na 3. vprašanje sem pa delno odgovoril. Prav to je nezadostno, te petice. Tako, a mi lahko poveste, kako je pravilni odgovor za 3. vprašanje? To je bila tudi komisija. Nisem dolžen. Sem rekel, zato niste dolžni, ker ga ne znate. Mene bi pa vrgel. No, se rekel, povejte, če lahko. Ne znate ga. Nisem dolžen. Sem rekel, ne znate, mene bi pa zabrisal. Je rekel, kje imate 6 pik? Sem rekel, ne vam. Nisem šel. Poslušajte, takrat sem spoznal, da sem pravzaprav jaz profesorja užalil. Sem ga užalil pred komisijo, da ne zna. Pa še kako se mi je dobro zdel, kako sem se jaz udeležal, kako sem bil hud. Pa veste, zdaj sem mu to upravičil. Upravičil zato, ker sem ga žalil. Lahko vam naredi krivico. Lahko jo čutim kot krivico. Ampak ne smem ga žaliti. To sem malo tako vmes povedal, ker smo še vedno pri tej glasbi, ne pa bomo še malo na boben igral. Pa poslušajte tako, kot ste že velikrat slišali tudi ta boben. Če boste slišali umestne zvoke. A veste, pri vsaki glasbi pa poslušajte, kaj vam ta glasba sporoča. Največkrat je pri klasični glasbi tisto, ko lahko občute nekaj več, ko vam začne v prsih vibrirati, igrati. Ste slišali kakšen umestni zvok? Koje vibracije so bile, ne, v enem ozadju, kot da bi bil v eni votlini, ne, in bi nekje vse tisto vibriralo. Tako, bravo. Ma še kdo kakšno stvar zapovedati?
Ja, takoj, kmalu potem, ko sem začel igrati, je začel to vibrirati. A veste, ko pridete na koncert in poslušate glasbo, je zelo pomembno, kako poslušate. Da se odprete in da vam začne to v prsih vibrirati. To začutite. To vibracijo. In recimo boben ali pa gong, to tudi zdravi. Igranje na gong, to je zdravilo. Posebej, če je na pravi datum. Recimo, ko so stici in tako naprej. To je vibracija, ko pravzaprav se zelo povežemo. In glasba je izražanje. To je dar, ko ga pravzaprav eni zelo dobro obvladajo. Igrajo na inštrument in izvabijo iz vas pravzaprav vibracijo duše. Vi začnete čutiti. In čutenje je več kot misel. To je nadmislio. Koliko pa se prvič tole noter? Eno, še to. Zdaj bi naredili eno meditacijo. Sicer bi šli na dihanje. Probajte občutiti vdih in izdih. In ko bomo prišli v mirno stanje, vas bom jaz povedal v središče zemlje, kjer je mati, naša mati zemlja, potem pa še v vesolje, kjer je središče duha, to je naš duhovni oče. Da boste to občutili. Pa predno bomo šli do matere zemlje, se bomo toliko sprostili, da bomo v mirovanju. To bomo šli na en prostor, ko ga imate zelo radi. To se pravi, ali greste na travnik, ali greste v morju, ali greste v hribe, v plenine, tam, kjer se zelo dobro počutite. Pridite na ta prostor in se bomo spustili. Potem vas bom jaz vodil, da gremo do matere zemlje. In ko da mati odgovor, ko začutite odgovor, takrat gremo šele naprej. Takrat zaprosim šele očeta, da mu podarimo mir, v katerem smo. In zopet, ko ga začutimo. Potem pa potegnemo očeta dol do hare, do tretje čakre. In od tretje čakre pritisnemo dol do središča zemlje. Od središča zemlje potegnemo energijo z vdihom. Do sem. Lepa. Do očeta. Očetovo energijo potegnemo dol. In zopet gremo do zemlje. Iz zemlje. Potegnemo zopet dol. Tako, da potegnemo od matere zemlje gor in gremo do očeta. In potegnemo očetovo energijo dol in gremo do matere. In to je edini dih. To bo malo daljša meditacija,
Rečemo, dobrih 10 minut. Pa bomo, kako je tam stalo. Najprej se bomo sprostili, ponovno gledali teh, ko so prvič. Damo spodino. Roke sprostimo. Če začnete zategovati rame, pomeni, da niste sproščeni. Zopet sproste rame. Recimo, ko boste meditirali. Boste začutili, da rame pritiskate, sproste jih. In ko boste sproščeni, pridete v mirovanje, v mir. Sprostimo noge, to se pravi, zategnemo nožne mišice in jih sprostimo. Zategnemo trebušne mišice in jih sprostimo. Zategnemo prsne mišice in jih sprostimo. Zategnemo vrat in ga sprostimo. Zategnemo roke in jih sprostimo. Zategnemo obraz in ga sprostimo. Zamižimo in začnemo opazovati vdih in izdih. Kaj čutim, ko vdihnem? In kaj čutim, ko izdihnem? Kaj čutim pri vdihu? In kaj čutim pri izdihu? Samo opazujemo vdih in izdih. Kaj čutim pri vdihu? In kaj čutim pri izdihu. Napotimo se na pomirjeni kraj, ko ga imamo izredno radi. Ali je to travnik, ali je to potok, ali je v morju, ali v planini. Občutimo ta kraj. Radi smo na tem mestu. Čutimo rastline, ptičke, živali, slišimo šelestenje listja. Ko začutimo ta mir, naredimo zavoj in damo ta mir v ta zavoj in ga pošljemo v središče zemlje. Počakamo, da nam mati zemlja da znamenje, da je to sprejela. Ko smo dobili odgovor od matere zemlje, zopet naredimo zavoj, zavijemo to naše počutje in ga pošljemo v središče vesolja. To je naš duhovni oče. Zopet počakamo, da nam on odgovori. Ko začutimo odgovor očeta, to energijo pošljemo v središče zemlje z izdihom. In potegnemo energijo do naše tretje čakre. In od naše tretje čakre zopet z izdihom pošljemo v vesolje. Iz vesolja potegnemo zopet energijo v tretjo čakro in potisnemo energijo zopet v središče zemlje. To nadaljujemo. Počas prekinemo, se vrnemo na umirjeni kraj, smo popolnoma mirni, zadovoljni. Kako je bilo?
koliko je hudo. Zdaj na kraju. Kako je bilo hudo, malo pišite, kako je bilo. Če lahko, no. Najbrž ne znam. Ne vem, če bom znala z besedami. Ampak dejansko so me te energije zemlje tako vlekle k sebi. Najprej samo noge. Dobila sem okove na noge. Ne samo okove. Ja. Še to ni bilo dosti. So se še roke. Bilo je hudo. Enostavno, Je to bila samo zemlja, ali je ravno to hočem reči, da sem se skušala malo rešiti v vesolje. Ne rešiti, ne znam Ja, besedi. no. In nekako sem bila tam nekje. Ampak ta zemlja je bila tako močna, še zmeraj je. Zelo. Skoraj malo, ampak še nikoli nisem čutila tako močnih energij. Mislim, je nekaj posebnega. Disem. Jeva disem. Kjer strani bila hujša, je bila Obe. lista. Ne, to me je kar neslo, kar žgal. Strah. To je trojedini dih. To se pravi, pomenemo se z materijo in z nebeškim očetom. To je duh zemlje in duh vesolja. Še ni bilo tako. Ni bilo še tako. Ja. Bomo pa še, ko bomo zaključili, bom še malo to povedal. Poslušajte, ali še kdo kaj čutil? Jaz sem bila pa razpeta nekako med materjo zemljo in očetom. No, v trenutku sem se ustrašila, ker me je odneslo me je. In potem sem tisto odtrznila, sem rekla, kaj zdaj, ne? Nisem, Ja. ne vem, kar odneslo me je, tako zdaj se mi že parkrat pri meditacijah zgodilo, ampak tokrat pa prav močno naenkrat, Veste, tole smo mi v družbi, ko je meditacija močnejša kot če sami dihuje. In ta meditacija, ne smete se ustrašiti. To je, ali se vemo, da smo duhovna bitja. če se bavim. Ja. Osnovna stvar je strah, ko nas pusti. Strah. In kaj pa zdaj, ne? Ja, zdaj me je pa toliko strah. Veste, ta
ta strah prinesemo s seboj. Mi smo dresirani kot otroci. Starši nas dresirajo, šole, vrtci, vse. Samo dresura. In več ali manj je to človek utesnen in prestrašen. Zelo težko se tega otresti, rečemo za meditacijo. Jaz vam bom povedal, ne, ko ste že vsi slišali. Proces prisotnosti. Tukaj se človek otrese tistih najbolj grenkih stvari, ko je doživel kot otrok. Ko se je rodil, je prišel na svet. V popolnoma drugo okolje. V drugo dimenzijo. Začel je dihati zrak. Je bil lepo spravljen v vodi, v lepo trebušku, počutil se je varnega, potem se pa je rodil. In je to zelo hud šok, da otrok začne dihati. In mi smo vsi veseli, dojenček zaupije. Vemo, vdihne je. Takrat se je pravzaprav zgodilo, da je bil otrok grozno prestrašen in presenečen, ko je prišel na svet. In to je prvi šok. Če pa mama bila v strahu, ko ga je nosila, da je bila v strahu za otroka, je pa to otrok čutil. Če ga pa še ni marala, da ni bil sprejet, je pa otrok to vedel. Veste, zato imamo toliko različne ljudi na svetu. Da je preplašen že pred rojstvom, je bil že ves prestrašen. Ko se pa rodil, če ga ne sprejme z ljubeznijo, je to težek šok za otroka. Pa še, recimo, ko ga nehate dojiti, ga odstavite. Za otroka je to šok. Zdaj pa kako mu dopovedati, da mu boste dali drugo hrano, da ga imate vse en rade, da ga stisnete k sebi, da občuti to vašo toplino in ljubezen. Da preide to. In otrok se nauči manipulirati. Zgubil je dojko, sem mu dal flaško. Pa nekako eno nadomestilo ima. Pa malo ga stisnete, pobožate, tako, ni treba johati, bo šlo, ne? Veste, in potem otrok raste. To pa ti ne smeš, to se boš pa ti to naredil. Pazi, tole, ne smeš to narediti. In ko je dresura skozi do šole, ko je pa šola, je pa še malo drugače. In te stvari v procesu prisotnosti, te stvari pridejo vse na dan. In zato je ta proces prisotnosti tako hud. Da marsikdo zboli. Ker pridejo vse te travme ven. Ampak te travme je treba ozavestiti. Tako kot sem prej pripovedoval na soseda, kako smo jezni, pa kamen pregmahno, pa cesto ti napustila resta, pa kaj pa vem, drevo ti senco dela. To
je vse treba opustiti. Mi smo prišli na svet zaradi sebe. In zato, da se v tem življenju nekaj naučimo. Učenje je tista kvaliteta. In delo. Mojster dela vaja. Vaja dela mojstra. To je to. Če ne boste delali, nič. Bo, ne samo veliko daljša pot. Veliko daljša pot. Če hočete kvalitetno živeti, zavedajte se sebe. Zavedajte se, da niste prišli slučajno na svet. Slučajno ni. Slučajno ni. In če smo že tukaj, naredimo nekaj. Naredimo nekaj. Ima kdo kakšno vprašanje? Jaz nimam vprašanja, bom pa povedala, da iz te malo prejšnje meditacije vam pa je zelo lepo izkušnjo. Jaz sem se počutila popolnoma povezano z vsem. Tako da ni bilo nobenega strahu, ničesar, prav lepo. Ja. Ja, a veste, različni smo. Različno se v različnih, tudi eni smo tukaj, kaj ste, lahko smo že bili milijonkrat na zemlji. Ali pa samo 100-krat. In med unim, ko je milijonkrat, in med mano, ko sem samo 100-krat, je razlika. On ima toliko več izkušenj in lažje stvari dojema. Ni pa nikjer rečen, da se ne da dojeti. Vse se da. Vse se da dojeti. Ko enkrat začutite to energijo, takrat smo vsi enaki. Takrat smo vsi enaki. In nobenega gor, pa nobenega dol. Eno smo. Življenjska energija je eno. Smo z drevesi povezani, z rastlinami, živalmi, z materijo zemljo, čeprav te je tako materija. Ne se vrti. Se ne. Se zmeraj je bilo tako lepo, se to smo že delali. In meni je bilo krasno, tako da... Ja, bova še malo delala. Hočem vam to povedati, da je treba delati tako, kot da ste prvi dan na zemlji. Da delate zavestno. 2 minute je, ne bom rekel obvezno, ampak zelo priporočljivo. Če pa delate 10, ste pa že kapo dvaj. Še par. Veste, najboljši je začeti tako zjutraj ali pa zvečer. Preden začnete z drugimi aktivnostmi. Takrat si najdete čas. Ali pa po noč, ko vstanete, ko greste na stranišče, tako ne boste zaspali, pa si vzemite par minut. To je vzdelano. Ja. Mi zaenkrat nikaj uspeva. Morda še kakšno vprašanje? Sem že čisto v redu. Si v redu?
jaz sem te hotel še malo spodbuditi. Res je v redu, sem že bila malo, ampak Ja, ok. najlepše hvala. Ok, v redu. A ste za to, da gremo še v točko? Ja. Ste? Veste, pri točki probajte držati tako, da ne boste nič mizikali. Če se pa to ne da, pa pogledajte stran. Ampak, ko boste mene gledali, ste v točki. Ne glede, če ne trenirate. Če ne trenirate toliko. Probajte zdržati. Jaz bom probal 7 minut držati. Opazujte se, dajte eno prošnjo dajte, ali za bolezen, ali za kakšno težavo, ko vas muči, da se vam to uresniči. Zaproste v sebi, ker vaša energija je v vas, to je to. In to vas pravzaprav ne nazdobno. Probajte gledati do tretje vrste. Premikati se ni treba, ne? Probajte biti sproščeni, zaproste v sebi, samo eno prošnjo, da se vam to uresniči. Ali za bolezen, ali za kakšno drugo težavo. Jaz bom probal to držati, vi pa tudi. Premikati se pa ni treba. Mi lahko nekaj pove, kako je bilo? Indigo plavo barvo imate. To si ti igra. To so to. Drug je pa bohajska videl. Še te drug povedal. Nima ljuben korajže. Ja, zakaj smo pa prijatelji? Zato, da ste korajžen, da poveste. Ja, prosim. Sem vedno očeta mojega. Ja. Nepokojnega še vedno, ampak Ja. pa je bil on v taščih oblikah, indigo oblikah, ampak on. Ja. Še kdo lahko? Ajde, dajmo. Sej, poslušajte. V življenju morate biti korajžni, zato smo tukaj. Ne zato, da smo preplašeni, da se ne bomo povedali. Vse, če ste hudičari bili. Očitno smo bili Ono, kar je pa meni je pa sploh povedal. Ni bil hodiš, ne. Ni bilo to povedal. Ne, je bilo lepo, prav redo. A je bilo redno, no? To je to. Ne. Ja. Marsice se. Veste, v življenju se morate biti
naučiti biti korajši. Ne se bati. Uvejte tisto, kar čutite, če lahko zaupate. Veste, jaz tule hodim zdaj že kar nekaj časa. In jaz pridem k vam skoraj koliko domov. Veste, jaz vas čutim, da ste pravzaprav meni podobni, da smo eno, da smo vsi z iste energije. In ta energija nas povezuje. A veste, vsi imajo energijo, vsi so isto. Tudi, ko smo prej govorili o poslancih, ista energija, samo so na tej stopni. In nič narobe. Vse, kar je prav. In vse je najboljše, kar je. Tudi če zgleda še tako slabo. Ampak, da nas življenje nauči, da tudi tebe. Da s tebe mislimo, da je strahno kriza. To je kruta šola. To je zelo kruta šola. Ampak za koga je kruta? Za naš milo. Za naš krivo. Za naše vtegnje. Ko bomo enkrat zares vedeli, da je vse en kaj je, pa kako je. Ne bo se pomeni. Veste? Oleg je zmeraj rekel, mene je življenje brusilo tako, da sem čisto brušen. In da je res brusilo tako kruto, ne? Da človek je rekel, pa sem dobro, da se ni naveličil živ. In zdaj, ko sem ga obiskal, res je ljubež, ampak je rekel, povej mi, da sem vesel, da se še vedno življenja veselim. Čeprav padam dole, ampak jaz se pobiram. Veste, in to je to. Dokler dihamo, smo tukaj. In jaz mislim, da je dih tisti, ki nas povezuje. Veste, zdaj, če ste še bombonček vzeli, to je še simbolika zelo. Veste, sladkova ni sicer najboljš, ampak je pa eno tak lepa misel. Veste, z mehkimi stvarmi si ustvarjamo lepo življenje. Če partnerju prineseš eno rožico, pa da nekaj lepega poveš, je več, kot da si dal milijon. Vse se dobro zdi. Ja, to je to. Z mehkimi pozornostmi. In to je tisto, ko pravzaprav v življenju nekaj velja. Mehni stvari. Mehne kamenčke se stavljate, pa je dan okoli. Če pa hočete vse premakniti, pa ne bote. Bote pa samo nervozen, bote samo jezen na vse mogoče načine,
Najbolj pa tudi na sebe. Ne dimete, umirte se. Zato je dihanje ni nolenje. Dihanje je zajemanje energije. Premišljeno zajemanje energije. Prana, ne? Meni je še vedno ideal, ne? Ženska, ki živi samo od prane pa vode. Veste, to je, za mene je to Fata Morgana. Zato je treba biti pa še malo bolj pogumen. Jaz te kuraže še nimam. O temu že reži, ne vem, če bom tako pogumen, da bi šel to. Ker je človek vezan na hrano. In mislim, da od hrane živi. Na to te govoril o hrani, ampak se pravi, če bom zdaj dosti pogumen, se bom mogoče enkrat spustil to. Če bom stopno olje kaj dosegel. Pa bom mogoče tudi na to šel. Ampak zanimiv je, če en lahko, tudi drugi lahko. Če ona lahko je sadje, vsak od vas lahko to naredi. Vedno, kar se deva. Vsak. Samo je treba se odločiti, pa probajte sam en dan. Če ne poskusite, boste skozi mislili, da se to ne da. Da se. To je tako, kot pri seksu. Dokler smo to učitelj, kako je, smo vse videli to. Znanstvene razprave. Ko pa si šel s partnerjem, te izkušnja. Čeprav, ne bi bil to greh. Ampak to je bilo nekaj najlepšega, ne? Je bilo nekaj najlepšega. Veste, življenje je za poskusiti. To je za probati. Tok. Jaz sem mi to povedal, da se držite tega, pa da delajte vaje. Delajte vaje. Kdo je pa skozi treniral? Vsak dan, lahko dvigne roke. Ja, roke dvignete. Evo, dva, še kdo? No, veste kako je, to jaz včasih edino pri telovadbi rečem skoraj, ker včasih pa spustim. Pri meditaciji pa ne. To pa ne spuščam. Z majhnimi koraki je treba. Vzemite si samo 2 minute. Tiste pa vzemite si, da je to obvezno. Pa boste zdržani. Boste zdržani. Drugače pa. Ne boste napredovali. Samo zvajam. Samo z delom. 2 minutke pa ne reči, da si ne morete videti. 2 minutke ni veliko. Ampak 2 minutke na dan, a veste, 2 minutke na dan je pa težko držati. Je težko držati. Ni enostavno. A veste, jaz vas ne bom se hvalil, ampak jaz imam zdaj 5. leto proces prisotnosti.
2krat na dan, najmanj po 4 ure. Najmanj. Ne bom rekel, ali več, le besed več. Ali veste, ne reče, ne delajte 4 ure. 2 minutki. 2 minutki. Kako se naslednjič vidite, vidimo, ne. Probajte. Da boste vsi roke dvigne. Ja. Vem, da je to težko, usvojiti novo področje, ampak kako drugače ne bo šlo. Če ne boste sami delali, ne bo nič. Noben vam ne more niti enega glasa dodati. Kaj še je to drugo? Sami. Dobro, no. Hvala lepa, da ste me poslušali, da se tega javno razprijeti. Hotel sem vam povedati, da se splača živeti, da se splača delati na sebi. Samo. Okay. 21. decembra se spet srečamo z Joškotom. Tam zadaj je ena zelena škatla, ki jo poznate. Poslušajte, takole, 21. pa res bomo obnovili vaje, kako zdravimo. Poslušajte, prihodci je tako, prišla je nova knjiga. Sicer koncentracija in spomin. Kako to vežbamo? To je zelo interesantna knjiga in sicer